Če bi vas vprašala, kdo je najbolj seksi moški na svetu, ali kaj si predstavljate v glavi, ko pomislite na grške bojevnike iz preteklosti, moške, ki so potomci bogov, popolno obliko moškosti? Ali če bi vas vprašala, kaj bi si predstavljali, ko pomislite na Heleno Trojansko, najlepšo žensko vseh časov, žensko, za katero so se vsi moški borili, samo da bi jo imeli? Pripravljena sem staviti, da to ni tisto, kar pride na misel moškim, prijateljice moje. Ta moški, ki je bil prej ženska, ni to. In ja, to ni šala v Odiseji Christopherja Nolana. Domnevno je ta tip, Elliot Page, ali pogosto oziroma prej znan kot Ellen Page, veste, tista punca iz filma Juno. Se spomnite tega filma? Kjer je igrala nosečo najstnico, ali iz serije Umbrella Academy, ali iz kateregakoli od teh filmov. Ta noseča ženska zdaj je oseba, za katero trdijo, da bi morala igrati Ahila v tem novem filmu. In fantje, res me to razjezi. Povedala vam bom, kaj me razjezi, ker imam dovolj tega, da si prisvajajo nekaj, za kar vsi vemo, da je preprosta resnica. Da definicija lepih, močnih moških niso ženske, visoke 1,50 m, ki zdaj trdijo, da so moški. Mislim, recite mi, da sem nora, recite mi, da sem transspolna ali transfobična. Nisem. Samo mislim, da to ni prava definicija. In kar je enako pomembno, mislim tudi, da če bi se vrnili k temu, kako je izgledala Helena Trojanska kot pojem lepote, vemo, da tudi to ni bilo to. Zdaj, Lupita Nyong'o je resnično čudovita, prav, nimam nobenih težav z njo. Ampak ta izbira igralske zasedbe. To ni to. To preprosto ni to, ljudje, preprosto ni to. In imam tega dovolj. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Mejraka, vaša gostiteljica. Poskrbite, da kliknete ta gumb, pa tudi kliknite gumb za naročanje in se nam pridružite v gibanju proti norosti. Ker ljudje, jaz si samo želim ogledati film. Samo želim si ogledati film in si misliti, da bi tako izgledala Helena Trojanska. In tako bi izgledal Ahil. In... Joj, to me res moti. Kako lahko mislite, da je ta tip na isti ravni kot ta punca, ki je videti kot tip? Kdo? Je kdo tam zunaj? Ali kdo pogleda to in misli, da je to dobra ideja? Da lahko vzameš Brada Pitta, ki je utelešenje moškosti, ki ga osebno ne najdem privlačnega, vem, zelo, kakšna je beseda? Verjetno najbolj, pozabila sem besedo, oh moj bog, res sem pozabila besedo. Sporna. Verjetno najbolj sporna stvar, ki sem jo kdaj rekla. Ne mislim, da je Brad Pitt posebej privlačen. Ampak razumem, kako bi on lahko bil nekoliko bolj pooseblja moškost kot tole. Joj, ali smo prišli v težke čase, prijatelji moji. Mislim, da glede na to, da je cel internet malce ponorel zaradi tega, obstaja možnost, da ga bodo zaradi tega lika odstranili iz Odiseje, ker nima nobenega smisla. Ampak spet, tako te stvari delujejo, podzavestno, ne zavedaš se tega, ne razmišljaš o tem, pa si rečeš v redu, koga pa res briga za ta lik? Koga briga? Če izbereš nekoga, ki izgleda tako, potem pač izgleda tako. Ampak ko učiš mlade moške ali mlade ženske, ki bodo šli gledat film Christopherja Nolana, kar je eden najboljših režiserjev vseh časov, in bodo šli gledat Odisejo ter slišali o legendi o Ahilu, tem bojevniku, grškem premagovalcu, in potem jim poveš, da je to v resnici ženska, ki je zdaj moški, visok 1,50 m, ki izgleda tako. Veš, kaj podzavestno sadiš tej osebi? Da je moškost mrtva, da je vrhunec moškosti v resnici zmedene ženske. To nikomur nima smisla. Mislim, če že moraš izbrati nekoga, izberi vsaj visokega. Če že izbereš žensko, ki se je spremenila v moškega, izberi vsaj visoko. Ker ki vemo, da so možati moški visoki. Ne, mislim, veliko je nizkih moških, ki so možati. To ni kritika na račun nizkih moških. Ampak bistvo je, ali je ženska visoka 1,50 m, res lahko grški bojevnik, junak, mitološka figura. To je kar izčrpavajoče. Je izčrpavajoče. In je patetično. Ker ponovno, to uči ljudi, ki to gledajo in nimajo mentalne sposobnosti ali ciničnega razmišljanja, da bi pogledali na to in rekli, v redu, ja, mislim, da ima to smisel. Nima smisla.
Ali lahko stvari preprosto spet postanejo normalne, da se vse stvari vrnejo v normalo? Suhe ženske so lepše kot zelo, zelo debele. V redu. Ljudje, ki ne skrbijo zase, so manj privlačni kot tisti, ki skrbijo zase. Moški, ki so možati, so bolj možati kot ženske, ki poskušajo biti moški. Sem nora? Sem kaj izgubila? Ali nisem pri stvari? Ali mi tukaj kaj manjka? To je tisto, kar počnejo. Poskušajo in pritiskajo, pritiskajo, pritiskajo. In potem se obrnemo in si rečemo: ne razumem, zakaj so mladi moški v krizi? Zakaj so v krizi? No, ker so šli gledat prekleti film Christopherja Nolana. In namesto, da bi jim povedali, da obstaja nekaj, k čemur bi lahko stremeli, jim govorijo, da so jim vzeli celo to. Če želijo biti utelešenje moškosti, ne morejo, ker to lahko naredi samo dekle, če se spremeni v moškega. To je neumno in nadležno. In iskreno, fantje, me to res jezi, kar verjetno lahko opazite. Kakorkoli, upajmo, da bo javni pritisk in ogorčenje zaradi tega dejansko pripeljalo do tega, da se odločijo za nekoga novega. Ampak verjetno so že padli v to woke miselnost, ki misli, da je to nekaj dobrega. Kakšna škoda za njih. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.